Lepo pozdravljeni. Ob današnjem slovesnem podpisu sporazuma o prekinitvi stavke in načinu reševanja stavkovnih zahtev med sindikatom Ministrstva za obrambo in stavkovnim odborom zaposlenih v Centru za obveščanje in regijskih centrov za obveščanje ter Vlado Republike Slovenije. V imenu Vlade Republike Slovenije bo sporazum podpisal minister za obrambo Borut Sajovic, strani sindikata Ministrstva za obrambo gospod Marjan Lah in se strani stavkovnega odbora Centru za obveščanje in regijski centr za obveščanje gospod Ilen Cestnik. Izvolite. Hvala lepa. Sopodpisniki bodo dali tudi zdaj kratko izjavo, tako da najprej prosim za izjavo ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica. Minister, kar tukaj za govornico, ker so mikrofoni povezani. Prijazen dober dan in pa dobrodošlica vsem. Dejanja štejejo in ostanejo in v tej zgodbi je bilo dejanj veliko, ostalo bo pa tisto, kar je najpomembnejše, boljši položaj zaposlenih v centrih 112. Hvala lepa vsem sodelujočim, tako sodelavkam in sodelavcem iz ministrstva v upravi za zaščito in reševanje, kot tudi predstavnikov centrov in pa sindikatov. Lepa, dobra zgodba, kot je bila plačna reforma, vedno razburka in odpre, pa napravi neke nove rešitve in pa potrebe. Potrebe so bile v stavkovnih zahtevah jasno, odločno in pa argumentirano predstavljene, zato je bil lahko tudi dialog lažji in pa učinkovitejši. Jaz sem prepričan, da zaradi kar nekaterih rešitev je položaj, zaslužek in pa nagrajevanje tega pomembnega odgovornega dela na področju obrambe, zaščite in pa reševanja že boljši. Jasne so pa tudi zaveze, da bomo nekaj pomembnih stvari v bodoče še skupaj uskladili in pa nadgradili. Hvala lepa tudi medijem, ki ste budno in pa pozorno spremljali problematiko, kajti, kot smo rekli, sistem informiranja, obveščanje je dragocen in pa pomemben. Tisti, ki so pa v njem zaposleni, si pa zaslužijo ustrezno stimulacijo, položaj in pa tudi nagrado. Za izjavo prosim še predsednika sindikata Ministrstva za obrambo, gospoda Marjana Laha. Dober dan tudi z moje strani. Danes je 721. dan stavke dispečerjev v centrih za obveščanje. Danes smo podpisali sporazum, ki naslavlja tako problematiko. Bistvena vsebina v stavkovnem sporazumu pa je tudi ta, da imamo
dve sila pomembni varovalki, ki bodo dejansko na nek način te naše strokovne zahteve spravile v življenje. Naj se na tem mestu posebej zahvalim vam, novinarjem, ki ste nam stali ob strani, ki ste korektno poročali. Mogoče brez vas bi bila ta stavka, bom rekel, nema in dosežek zagotovo ne bi bil tak. Želim se zahvaliti vsem mojim kolegom, ki so me prenašali in smo se prenašali in iskali rešitve. Hvala predsedniku stavkovnega odbora in pa ne smem pozabiti dve ključni osebi v tej zgodbi. Eden od teh se je že upokojil, to je državni sekretar Rudi Medved in pa sedanji državni sekretar Marko Lovše. Hvala vam. S tem danes, ko smo podpisali stavkovni sporazum, začnemo teči novi krog, ki se mu reče kolektivna pogodba za področje obrambe, zaščite in reševanja, ki bo naslavljala specifike in pa posebnosti vseh zaposlenih na tem področju, tako da mislim, da smo danes naredili en veliki korak od osamosvojitve, kolektivna pogodba pa je bila vedno želja obrambnega in pa sistema zaščite in reševanja. Hvala lepa. Izjavljam še predsednika stavkovnega odbora, zaposlenih v centrih za obveščanje, medijskih centrih za obveščanje, gospoda Tilna Cestnika. Ja, hvala za besedo, pozdravljeni. Najprej bi se v bistvu kar zahvalil sodelavkam, sodelavcem, ki so v bistvu skozi celotno obdobje stavke opravljali naloge, tako kot je bilo določeno strani generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Hkrati smo tudi med samo stavko igrali nek fair play, vedno smo postavljali ljudi na prva mesta in vse naloge so bile z naše strani dispečerjev upravljene, tako kot pred stavko in tako kot bodo po stavki, tako da vedno smo poskrbeli za ljudi in tudi bomo. Drugače pa seveda pogajalski proces, nekaj novega za nas, seveda nismo vseh zahtev, ki smo jih imeli v maksimumu dosegli, ampak tako kot pravim, gre za pogajalski proces, nekje smo se srečali s vladno pogajalsko skupino in stavkovni sporazum je podpisan, kar seveda pozdravljamo in tudi neko olajšanje pomeni to tudi za nas. Tako da toliko z moje strani, se tudi zahvaljujem vladni pogajalski skupini, ministru in vsem ostalim našim kolegom, ki so tudi stali ob strani in pomagali, da smo danes tu in to končno podpisali. Hvala.